Lep pozdrav vsem skupaj. Zdaj nas je v tem dogodku, čeprav vidim v tem trenutku 26 nekje prijavljenih na današnji dogodek, nas je oziroma je bilo slušateljev nekje okoli 35, tako da verjamem, da se še bo kakšen priključil tekom naslednjih minut. Jaz pa predlagam, da mi z današnjim dogodkom, torej z našim akademskim forumom, kar nekako pričnemo, da sledimo tej časovnici, ki je bila nekako tudi zastavljena. Torej, moje ime je Gorazd Justinek, sem docent na Fakulteti za državne in evropske študije in bom danes nekako povezoval in moderiral ta akademski forum, ki bo obravnaval torej nekako idejo svobodne podjetniške pobude in javne politike. Ta dogodek poteka v okviru raziskovalnega projekta, ki ga podpira naša agencija za raziskovalno dejavnost in katerega projekt vodi kolega dr. Letnar Černič. Gre za večleten projekt, v okviru katerega proučujemo, raziskujemo spoštovanje človekovih pravic in tudi nekih drugih politik v samem gospodarstvu. In ta razprava, ta dogodek danes je ena izmed teh stvari, v okviru katerih se tukaj v okviru tega projekta tudi pogovarjamo. Zdaj, da na današnjem forumu, kot rečeno, bi nekako poskušali osvetliti različne teme, poglede, torej različnih vidikov, različnih javnih politik, ki jih države sprejemajo in kakšen vpliv ima to na seveda delovanje, poslovanje podjetij in tako dalje. Torej, tukaj bomo danes lahko odprli tako od davkov, okoljskih regulativ, raznih spodbud, delovne zakonodaje in nenazadnje tudi seveda zelo posebnih razmer v letošnjem letu, mimo katerih najbrž letos oziroma v tem času prav tako ne moremo. Zanimivo bo prav gotovo tudi videti, kakšni so pogledi naših panelistov, naših kolegov, kolegic, seveda na to razpravo z vidika različnih vidikov in pa na koncu seveda nenazadnje bom prosil pravzaprav od vsakega, če se lahko tudi delno vsaj dotakne neke razprave oziroma pogleda spoštovanja človekovih pravic v okviru podjetja, iz katerih prihajate, torej tudi vi. Tako da morda toliko v tej fazi z moje strani glede samega uvoda in tako dalje, seveda pa, kot rečeno, moja vloga bo zgolj moderatorska z nami, da bomo pa te teme osvetlili, nagovorili ustrezno. Pa bi jaz seveda predstavil današnji panel, torej moje današnje oziroma naše današnje goste, ki bodo o tem razpravljali. Najprej imamo z nami dr. Petro Vangel iz Pravne fakultete v Mariboru. Lepo pozdravljena, spoštovana kolegica. Z nami je tudi kolega Mark Boris Andrijanič iz podjetja Uber, kjer pokriva javne politike za to področje Evrope, če smem temu tako reči. Lepo pozdravljen, spoštovani kolega. Z nami je tudi kolegica Polona Čufer-Klep, ki se je dolga leta že ukvarjala z javnimi politikami v različnih svojstvih, da tako rečem, v zadnjem času pa prvenstveno s tem se ukvarja preko svetovanja različnim podjetjem. Z nami je tudi gospod Matej Smrekar iz podjetja Tam Europe, ki seveda je lepo pozdravljen, ki je nastalo na nekdanjem, da rečem, velikem pogorišču, če tako rečemo, nekdanjega ogromnega Tama. Nedvomno bo to tudi zanimivo, seveda se gre za eno izmed večjih investicij strani Kitajske v Sloveniji, vsaj kolikor je meni znano, in pa seveda nenazadnje z nami vodja našega raziskovalnega projekta, naš kolega dr. Jernej Letnar Černič, tako da tudi Jernej, lepo pozdravljen in dobrodošel. Kot rečeno, da ne bomo predolgi, nekako je zamišljeno tako, da je vsak od vas uvodničarjev nekako v začetku nekje 5-6 minut nekako osvetli svoj pogled na te tematike, ki smo jih nekako navrgli na mizo, potem pa nekje po pol ure recimo razprave začnemo z refleksijami, odzivi, razpravo in tako dalje. Vse poslušatelje, slušatelje in udeležence, ki ste zdaj že presegli številko 30, pa vas seveda vljudno prosim in spodbudim, da se vključite in v bistvu postavljate vprašanja preko četa. Jaz jih bom pa potem naslavljal tudi naprej do naših
naših govorcev. Tako da predlagam, da pričnemo z dogodkom in kot prvo bi, kot se spodobi, morda najprej predal besedo kolegici, dr. Petri Vanger. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa. Sem po eni strani kar vesela, da začnem prva, ne? Torej, da še imam največ svobode oziroma odprtih področji za prediskutirati. In pa seveda moj pogled bo bolj akademski, ne? Potem bodo sledili seveda kolegi iz prakse, malo bolj konkretno, ki bodo to malo bolj konkretno predebatirali. Ampak glavnem, če se dotaknem teh iztočnic za današnjo razpravo, torej recimo, kako ocenjujem pomen svobodne podjetniške pobude za obstoj demokracije, seveda tu ne gre drugače, kot da ugotovim, da je svobodna gospodarska pobuda ključna za socialni in gospodarski razvoj neke družbe, ne? In zato pa seveda ima tudi ustavni status in recimo svobodna podjetniška pobuda je kot ustavna pravica zapisana v naši ustavi, in recimo kot temeljna pravica tudi v listini EU o temeljnih pravicah, ne? In ta njen ustavni status seveda pomeni, da je treba odpraviti vse neupravičene ovire tej pravici, hkrati pa to pomeni tudi to, da je treba to pravico tehtati seveda napram drugim pravicam, ker svobodna podjetniška pobuda seveda ni absolutna pravica in to je še posebej vidno zdaj v času covida, kot ste tudi že omenili, ne? Pa tudi sicer, ne? Glede na to, da se jo omejuje z raznimi javnimi politikami, ko države ocenijo, da je določena omejitev pač upravičena za doseganje nekega drugega družbeno pomembnega cilja. In v covidu se po mojem mnenju še posebej vidi tudi pomen svobodne podjetniške pobude za družbo, saj imamo razne izjeme, ki so namenjene nemotenemu delovanju gospodarstva, ne? Recimo čisto konkretno, meje so za poslovna potovanja še vedno dokaj odprte, ne? Prav tako recimo za čezmejne delavce, torej notranji trg zanje, čeprav morda okrnjeno, še vedno deluje, ne? Jaz kot fizična oseba danes recimo ne morem svobodno potovati po Evropi, druge države članice, brez nekega utemeljenega razloga, kljub načelni svobodi gibanja v Evropi, ne? Torej, vidimo, da vsekakor da ima izjemen pomen svobodna podjetniška pobuda za družbo kot tako in torej tudi za obstoj demokracije. Zdaj, ena izmed iztočnic je bila recimo, kaj pomenijo zaveze nekaterih držav na področju spoštovanja človekovih pravic za podjetja, ne? In meni se zdi to predvsem konkurenčna prednost. Torej, tudi EU je recimo zdaj se usmerja v neko trajnostno rast, ne? In trajnostni razvoj, trajnostni izdelki in tako naprej, torej zaveza k temu, da se ne uporabljajo izdelki, pri katerih se recimo za izdelavo teh izdelkov izkorišča delovno silo v nekih tretjih državah in tako naprej. Te izbire so za podjetja v današnjem času nagrajene, ne? In vse bolj tudi bodo nagrajene, saj je ozaveščenost ljudi vse večja. In po moje se jim bo pa spoštovanje teh višjih standardov na dolgi rok izplačalo, čeprav gotovo v nekem danem trenutku podjetja te neke zaveze dojemajo kot breme, ne? Seveda, ponavadi je tudi pač večje zaveze pomenijo tudi več denarja, ne? Torej ni cenejše delovne sile in tako naprej, ampak kot pravim, na dolgi rok verjamem, da se jim bo to izplačalo, ne? To, da so pa nekatere države recimo bolj user-friendly do gospodarstva, pa po mojem mnenju ne pomeni nujno tudi nižanje človekovih pravic na račun biznisa, ne? Ker recimo, če pogledamo države recimo v Evropi, pa zdaj tu ne želimo omenjati nekih davčnih oaz, ne, ampak recimo Velika Britanija ali pa Nizozemska, ne, ki so kar business-friendly države, ne, dvomim, da bi lahko generalno rekli, da je tam neko nižje varstvo človekovih pravic, ne. In tudi neke zaveze k socialni državi, k socialni politiki niso nujno nižje, ne. Se tudi v Veliki Britaniji, čeprav so mogoče davki nižji za podjetja, pač to ne pomeni, da recimo ni poskrbljeno za javno zdravstvo na drugi strani, ne. Pač znajo nekatere države vseeno najti
neke druge načine, pač da zapolnijo blagajno, ne, in da lahko resničujejo tudi svoje cilje na drugih področjih. Tako da po moje ta clash med business-friendly zakonodajo in pa visokim varstvom človekovih pravic ni nujno clash, ne, ampak vsekakor lahko sobivata obe vrednoti na enako visoki ravni, no, po mojem mnenju. Tako da zaenkrat bi bilo mogoče to vse za začetek, pa bom potem še kaj podebatirala. Odlično, najlepša hvala za kar nekaj odzivov na te iztočnice. Prva iztočnica, ki ste jo nekako navrgli, je bila torej potovanja. In se mi zdi tole odlično sovpada z našim naslednjim govorcem, ki prihaja iz Uberja. Tako da, Mark, izvoli, kakšen je morda tvoj pogled, predvsem me zanima tole, kar je bilo povedano, torej, da ni nujno, kot rečeno, da se dojema ali pa nekako, kar je včasih razumljeno, da tam, kjer so neka okolja zelo prijazna za podjetja, da je to torej tudi nujno na račun nekih drugih, da rečemo, pravic ali standardov. Ampak okej, izvoli, Mark, beseda tvoja. Najlepša hvala, Gora, še enkrat prav lep pozdrav vsem. Res je, moja glavna teza je, da je dilema med demokracijo, človekovimi pravicami in svobodno gospodarsko pobudo v resnici lažna. Prav tržno gospodarstvo, demokracija in človekove pravice gredo z roko v roki. Še več, brez tržnega gospodarstva si ne moremo predstavljati demokratične, bogate družbe, ki je utemeljena na človekovih pravicah. Namesto statistik, ki bi to dokazovale, vam bom dal en zelo nazoren primer države, ki uteleša to, da lahko s pametnimi javnimi politikami in bom rekel pro-biznis pristopom zvišaš ne samo življenjski standard vseh državljank in državljanov, ampak tudi povečaš demokratičnost in pa socialno in siceršnjo pravičnost znotraj družbe. To je zgodba o državi Evropske unije, ki se imenuje Estonija, in ta zgodba se je, kot veste, začela leta 1991. Takrat je bila Estonija ena izmed najrevnejših držav na svetu. BDP na prebivalca je bil nekako na ravni Papue Nove Gvineje, to je $100. Telefonski priključek je imela slaba polovica gospodinjstev in edini kontakt z zunanjim svetom je bil takrat skriti mobilni telefon Nokia v stanovanju estonskega zunanjega ministra. Estonija leta 2020 je digitalno najnaprednejša država na svetu, ima največje število start-upov na prebivalca na svetu, generira kar 4 samoroge, to so več kot $1 milijardo vredna podjetja, Skype, TransferWise, Playtech in Bolt. Bolt je podjetje, ki je s časoma postalo največji Uberjev konkurent v Evropi in Afriki. 99% vseh javnih storitev je v Estoniji danes na voljo online, edino ločiti, poročiti se še ne morete online, vse ostalo lahko praktično naredite z digitalno državno aplikacijo. 30 let je Estonija rabila za to, da se je prebila iz zadnje vrste praktično med najuspešnejše države na svetu. Kaj so tiste glavne reforme, kaj so tisti glavni prijemi, ki jih je vlada Marta Lara v začetku 90-ih sprejela za to, da je Estonija tako hitro zacvetela. Gre v bistvu za 5 glavnih prijemov. Prvi je absolutno davčna reforma, druga liberalizacija, tretja pomembna stvar je seveda ogromno vlaganje v infrastrukturo, v modernizacijo, ne samo, bom rekel, cest in telefonskih omrežij, ampak tudi izobraževanja. V Estoniji se namreč otroci že kar nekaj časa učijo programiranja že v vrtcih. In pa, ker je zelo pomembno, utrjevanje vladavine prava. Na to se bom navezal tudi kasneje, ko bom govoril o slavni knjigi Why Nations Fail, kjer Acemoglu in Robinson zelo dobro popisujeta, kaj so recepti za uspeh družb, kakršnih je Estonska in tistih, ki jih imamo na zahodu. Za primerjavo Slovenije sem izbrskal nekaj številk, in sicer, če pogledamo indeks ekonomske svobode,
ki ga pripravlja Heritage v sodelovanju z Wall Street Journal, je Estonija na 10. mestu, Slovenija na 52. Na lestvici Doing Business Svetovne banke je Estonija na 18. mestu, Slovenija na 37. Na Rule of Law Index, ki ga sestavlja World Justice Project, je Estonija kar na 10. mestu, Slovenija na 24. Pa še zadnja statistika, ki je še posebej, bom rekel, srce parajoča. Če pogledamo število kršitev Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki jih je ugotovilo Evropsko sodišče za človekove pravice, ima Estonija 44 ugotovljenih kršitev, Slovenija pa 338. Pa govorimo o državah, ki sta podobno veliki in danes izjemno podobno razviti, oziroma nas bo v 2 ali 3 letih Estonija celo prehitela. Če se vrnem na knjigo Why Nations Fail, vse to dokazuje, da sta imela Acemoglu in Robinson prav. Za uspešen razvoj družbe potrebuješ 3 glavne gradnike. Prvi je svobodna podjetniška pobuda, kot gonilo tehnološkega in siceršnjega razvoja. Drugo je zaščita lastninskih pravic in s tem povezane močne pravne institucije. In tretji pomemben gradnik je pluralen politični sistem, ki skrbi za skupno dobro in pa redistribucijo. Še enkrat se navezujem na začetek. Svobodna podjetniška pobuda je temelj tržnega gospodarstva, brez podjetništva in tržnega gospodarstva pa seveda ni demokratizacije ekonomskih priložnosti, ki so potrebne za to, da lahko družba na dolgi rok preživi. Še nekaj, prav podjetništvo skozi globalno tekmo izboljšuje tehnologijo na vseh mogočih področjih, od katerega imamo na koncu korist prav vsi. Toliko za začetek. Prav, najlepša hvala tudi za tale uvodni komentar. Odlična, mislim, da odlično izhodišče, odličnih nekaj iztočnic za razpravo za naprej, torej primerjava tako z Estonijo, kot tudi postavitev, da rečemo, svobodne podjetniške pobude, podjetništva in podjetniške miselnosti, če temu tako smemo reči, zelo visoko nekam, med neke pravice, ki v bistvu dejansko potem generirajo ali pa so omogočajo tudi cel kup drugih pravic, da sploh se lahko družba kot taka razvija. Mora biti to odlično izhodišče, lahko nadaljuje ali pa povzame naprej kolegica Polona, ki kot rečeno že mnoga leta nekako na slovenskem trgu, v takšnih ali drugačnem svojstvu sodeluje z različnimi podjetji in v bistvu nekako skozi te javne politike se nekako z tem ukvarja. Torej, kakšen bi bil pa tvoj pogled s tem v zvezi? Izvoli. Torej, najlepša hvala prvo za povabilo, pa mogoče še malo mojega mnenja osebnega, ali pa čez recimo, da v zadnjih 20 let kariere me je peljalo od načrtovanja politik znotraj Ministrstva za notranje zadeve in širše vlade do predsedovanja, do delanja v celi regiji, do vodenja celotnega sektorja za delo z državno upravo na Deloittu, potem do lastnega podjetja. In prva stvar, ki je vodilo, glede na to, da poznam tako podjetniško svobodo, recimo na tem najnižjem nivoju, na posamezniku, ki ustanavlja podjetje, do tega, da razumem načrtovalce politik, bi mogoče bilo prvo vprašanje ali pa tista prva dilema, ki jo treba definirati, je dejansko sploh, kaj svobodna podjetniška pobuda pomeni. Ker za samo družbo ali pa za samo državo, za načrtovalce politike so vrednote družbe tisto, ki potem opredeljujejo ali pa omejujejo svobodno podjetniško pobudo. Se pravi, od zakonodajnega okvira učinkovitosti do davčne politike, do odprtosti tržne ekonomije. Medtem ko, če pa pogledamo iz vidika posameznika, kaj je dejansko svobodna podjetniška pobuda, je pa to v bistvu povsem in izključno zasledovanje individualnih vrednot, ki so lahko zelo, kako bi temu rekli, sebične. In zanimivost celotne pobude, podjetniške pobude in delovanja je to, kje se sreča v kateri zlati sredini. Jaz mislim, da Estonija je bila vrhunski primer, ki ga je prej Mark predstavil in pokazal, po drugi strani pa to vprašanje, ki ga je tudi prej Petra izpostavila, da pomen svobodne podjetniške pobude, nujna je za demokracijo, vendar pa
demokracija ni nujna za svobodno podjetniško pobudo, kar je najboljši izraz ali pa odraz, ki ga lahko vidimo na Kitajskem. Kitajska, če pogledamo, se mogoče bo še gospod Matej kaj več o tem povedal, glede na to, da ima največje kitajske investitorje za sabo v Sloveniji. Kitajska kot družba, pustimo politični sistem, ne bomo ga komentirali, ampak po številu samorogov, po vrednotenju startupov, po sami strukturi dejansko prednjačijo in prehitevajo in grejo z največjimi koraki naprej. Pa če se mogoče nehamo primerjati z vsemi ostalimi, pa ugotovimo, kaj bi bilo tisto, kar bi Slovenija rabila, ali pa kar vidimo, recimo, da bi v Sloveniji bilo tisti največji izziv, ker če pogledamo z individualnega nivoja vsakega posameznika, vsi se zavedamo, tudi pri nam digitalizacija pomeni, da lahko podjetje ustanovimo točno v 1 minuti. Vsi vemo, da je fenomenalno, da imamo pavšalne SP-je, zato da davčno optimiziramo marsikaj v naši družbi. Potem pride pa do vprašanja ekosistema, ki dejansko podpira samo rast podjetništva. In kako v bistvu imamo sistem, kakšen je naš sistem, ki dejansko omogoča rast ali pa ki spodbuja to svobodo našega podjetništva. Se pravi, kako lahko naša podjetja ustvarijo globalno rast in kako naša podjetja dejansko lahko financirajo svojo hitro rast. In v tem delu se v bistvu najdeta, tle se srečata dejansko od zgoraj načrtovalci, od zgoraj na dol in tisti mali od gospode na gor, ko v bistvu iščejo podporo in pomoč. In naš ekosistem žal v Sloveniji ni najboljši za, recimo, da ne podpira najbolje te svobodne podjetniške pobude. Zakaj? Ker je enostavno v tem trenutku prefragmentiran. Preveč je igralcev, preveč je opcij, preveč je administrativen, in dejansko posamezna mala podjetja se ne znajdejo in ne vejo, kje poiskati pomoč. Slovenija ima še eno, recimo, kako bi temu rekli, še ena nesreča, ko v bistvu ni nesreča, je pa lahko priložnost, je to, da smo majhni in za kakršnokoli rast ali za kakršnokoli prodor dejansko rabimo tujino in rabimo globalni trg. In vsaj v teh začetnih korakih, če pomislimo, kdo vse pomaga v Sloveniji, SPS, Spirit, Ministrstvo za gospodarstvo, če pomislimo, kako izgleda prijava na EU sredstva, če pomislimo vso to administrativno zahtevnost našega ekosistema, ki naj bi podpiral svobodno podjetniško pobudo, potem vemo, da nas kar še nekaj časa, še nekaj izzivov čaka. Potem je drugo vprašanje mogoče, ali pa nekaj za razpravo, ki je bilo zanimivo, je, kako to, da so vsa večja slovenska podjetja, ki so bila uspešna, imela sedeže podjetij v tujini. Zakaj in zakaj v bistvu nihče tega ni preprečil? Zakaj ne glede na to, da ogromno število podjetnikov, zelo uspešnih podjetnikov, ki jih dejansko sploh ni nikjer na seznamih, še vedno živijo v Sloveniji. Se pravi, da kvaliteta življenja v Sloveniji je nekaj, kar neverjetno pomaga in spodbuja podjetniško pobudo v Sloveniji. In če rečemo, da v redu, dajmo se pogovarjati, kaj dejansko, vsaj v mojem, a pa vsaj po mojem mnenju, pomeni podjetniška svoboda, je dejansko, podjetniška svoboda je odraz zdrave družbe, kar pomeni, da v Sloveniji jo imamo. Mislim pa, da v Sloveniji samo ne znamo zaenkrat še izkoristiti te svobodne podjetniške pobude, da bi dala preboj ne samo na individualni ravni, se pravi, ne da samo mi kot posamezniki si zagotavljamo svoj življenjski slog, si zagotavljamo svoje bogato in kvalitetno življenje, ampak da kot družba sinergijo vseh teh posameznikov sestavimo in naredimo družbeni preboj. Ker mislim, da to sposobnost imamo, kvalitete imamo, nekako moramo pa mogoče ne ravno skopirati estonskega primera, ampak moramo pa nekako vrednote družbe postaviti in jih zelo stabilno oziroma dlje časa držati in jih, kako bi se temu rekli, bolj predvidljive narediti. Okay. Dobro, hvala lepa tudi za tale, bi rekel, pogled iz, kjer se je odrisala malo slovenska, da rečem, dimenzija slovenska perspektiva. Tako, in bilo je izpostavljeno, ne rabim niti posebnega uvoda, ker je bila Kitajska ravno omenjena, in nekako prav, bi rekel, se zapelje lahko do gospoda Smrekerja razprava, ki nam lahko mogoče svoj vidik predstavi v smislu svobodne podjetniške pobude, mogoče rahlo tudi osvetli, kot rečeno, prihajate iz podjetja, katerega glavni oziroma največji investitor prihaja iz Kitajske, kar je gotovo, bi rekel, Kitajska vedno zanimiva iz vseh pogledov, sploh če se pogovarjamo o nekem gospodarskem smislu. Tako da izvolite, beseda vaša.
Ja, pozdravljeni še enkrat z moje strani, pa s podjetja Tam. Tukaj kar nekaj tem smo jih načeli, ne, zdaj od po en stran to pomeni svobode, podjetniške pobude, ki je temelj vsega, do človekovih pravic, do poslovanja, politike itd. Kar se mene tiče, jaz prihajam s Tama, mi smo, tako kot je gospod Goras že pa gospa Polona tudi omenila, pa na nas je v bistvu lastnik, je kitajska družba oziroma to je v bistvu en holding, ki je v lasti kitajske države, to pomeni, da je javno podjetje. V bistvu imamo več kot 150,000 zaposlenih, 300 subsidiaries po celem svetu, smo tudi v listed companies na Kitajskem, tako da smo dokaj veliki, mi smo en mal del vse celotne zgodbe. Je pa res, no, jaz tukaj, v bistvu moj pogled je čist malo drugačen, sam sem tudi študiral v Moskvi in je to malo specifika pogleda na trženje oziroma kako ta stvar poteka v različnih državah, kontinentih ali pa v različnih, rečemo temu, kulturah. Zdaj, jaz Slovenijo ocenjujem kot zelo konzervativno državo, ne, to pomeni tudi, kar se tiče politike, kar se tiče sploh politike, kar se tiče gospodarstva, absolutno. Edina dobra oziroma izjemno dobra stvar konzervativne države naše Slovenije je to, da je v bistvu človekove pravice so na zelo visoki ravni. Tukaj vidim, da to že vemo, že z naslova tega, da kako odpustiti človeka, s katerim nismo zadovoljni v Sloveniji, kako pa ga odpustiti, ne vem, na Kitajskem, v Rusiji, v Ameriki in tako naprej, ne. To pomeni, če povzamem, zdaj podjetništvo je gonilo vsega, je gonilo demokracije, konec koncev gonilo napredka, absolutno pa gre z roko v roki z človekovimi pravicami. Zdaj, kako to uskladiti, oziroma tako, kot je Polona omenila, najti eno zlato sredino, ker ni sporedno eno z drugim, da so človekove pravice še znosne oziroma da so ljudje zaščiteni po eni strani, po drugi strani pa da je gonilo napredka oziroma rasti podjetja. Tako da tukaj jaz mislim, da je velik razkorak, ki pa je v različnih državah tudi različen, tako kot je gospod Mark omenil, Estonija, zelo dobro poznam, tako sem rekel, sem študiral v Moskvi, morate vedeti, da te države prej ni bilo ničesar, to pomeni, industrija umrla, 90 leta pokol, čist, ne, vsi na psu. Tako da edino, da se je mladina nekako rešila, je to, da je šla z roko z IT tehnologijami. In to je v bistvu, če spremljate Ukrajina, Rusija, Latva, Litva, Estonija, niso imeli druge opcije, kot pa da grejo v IT tehnologije. Zelo uspešni, super, Viber, recimo tudi ena izmed stvari, ki je bila narejena, mislim, da v Belorusiji. Tako da, gledajte, tole, ja, se strinjam, to je en model, ki pa ni rečeno, da pa je vedno enak. Jaz sem že pred časom, sem bil tudi deležen različnih podjetij, drugače sem tudi delal dosti prestrukturiranja znotraj Slovenije in vam lahko povem, da če enkrat ena stvar ne uspe, lahko ista stvar pri drugem podjetju pa uspe, tako da ni pravila dobenega. Kar se na splošno regulativ pa davko tiče, je Slovenija, se pravim, zelo konzervativna, imamo boljše države, ki to regulirajo na drugačen način, na bolje, slabše, ključno pa je to gonilo samega podjetništva, ki pa je vse odvisno v bistvu na koncu tudi od kupca, ne, oziroma od odjemalca. Tako kot je gospa Petra omenila prej, da so pripravljeni več plačevati za določene usluge, se strinjam, absolutno, to pomeni, če človekove pravice niso kršene, ali pa so recimo na dokaj visoki ravni, po drugi strani pa mi se moramo zavedati, zdaj odvisno kakšno poslovanje se gremo, ali se gremo B2C, ali se da to lepo prenesti na kupca, ali se da to predstaviti kupcu, da pa je to en način, ki izboljša kvalitete našega življenja oziroma vseh ljudi, ki živimo v nekih skupnosti. Ali pa ni način in se v bistvu treba prodati za nizko ceno, to pomeni bolj B2B poslovanje. Se pravim, mi smo tukaj v Tamu veseli, da imamo takega lastnika
jasno, na Kitajskem vse poteka drugače, tam ali je ali pa ni, to pomeni si ali pa nisi, ali si volilni ali te ni. Po drugi strani pa tudi v bistvu naša branža, kar se tiče letalske industrije, je bila zdaj v COVID-u, ko se tudi omenili eno izmed, je bila zelo prizadeta, to meni letalska industrija, da boste verjeli, je padla za 91,8%, kar je zelo fenomenalno. Po drugi strani v bistvu politika, lokalna, gospodarska, svetovna, se še ni izjasnila, kako regulirati ta segment poslovanja, tako da bomo videli v prihodnje. Tako da to je z moje strani. Okay. Prav, najlepša hvala kolegu Smrekarju tudi za tale pogled, da kot rečeno iz enega podjetja, katerega torej lastnik prihaja iz, kot rečeno, iz ene trenutno najmočnejših, gospodarsko najmočnejših držav, ki imajo seveda zelo zanimivo ureditev, takšno ali drugačno. Bi se v okviru tega projekta tudi smo veliko ukvarjali, kar je zopet odlična iztočnica naprej, seveda za našega kolega Letnar Černiča, z podjetji v državni lasti, tudi smo že imeli nekaj akademskih forumov na to temo in ravno v okviru tega projekta je bilo veliko stvari na to temo odprtih, ampak kot rečeno, kolega Jernej, izvoli, beseda je zdaj tvoja. Ja, hvala lepa, Gorazd, lep pozdrav vse skupaj. Ja, se strinjam z vsemi, da v bistvu dileme med tržnim gospodarstvom, med svobodno podjetniško pobudo in varstvom človekovih pravic in sledenjem zakonskim zahtevam pravzaprav ni. Težava je, kot jaz vidim, da je hudič v detaljih. Kako najdemo pravo mero med varovanjem podjetniške svobode in potem tudi na drugi strani med javno koristjo in javnim interesom na drugi strani. Seveda, slovenska ustava kot taka ne določa svobodo podjetniško pobudo kot enega izmed temeljnih načel oziroma pravic delovanja slovenske države. Po drugi strani, če gledate ta 74. člen, določa tudi, da lahko država poseže v izvajanje, uresničevanje te svobodne politične pobude, če je podana javna korist. In Ustavno sodišče je v dosedanji sodni praksi že večkrat povedalo, kaj je to javna korist. In tukaj lahko nekaj primerov vam omenim. Ustavno sodišče pravi, da je javna korist varstvo zdravja življenja ljudi, potem varstvo narave, varstvo potrošnikov, varstvo pravic delavcev, še posebej ranljivih skupin, invalidov, potem preprečevanje korupcije, potem tudi zmanjševanje tveganj za kršenje človekovih pravic. V teh primerih seveda lahko pride do posegov v svobodno podjetniško pobudo, pa kljub temu je treba poiskati, v katerih primerih lahko ugotovimo, da je ta poseg stvarno upravičen. In Ustavno sodišče, zelo zanimivo iz sodne prakse, pravi, da je ta meja med svobodno podjetniško pobudo na eni strani in javno koristjo vedno gibljiva, da v bistvu da ni določena, da je odvisno tudi od družbeno-ekonomskih razmer. To bo zelo zanimivo tudi v tej zadevi, ki je zdaj pred Ustavnim sodiščem, glede presoje ustavnosti tega zakona o prepovedi delovanja trgovin ob nedeljah, kjer so največje družbe vložile zahtevo za presojo ustavnosti, ali je to stvarno upravičen poseg v svobodno podjetniško pobudo ali ne. Zanimivo za prakso Ustavnega sodišča je, da Ustavno sodišče v bistvu tukaj presoja samo, ta ožji del načela sorazmernosti, da v bistvu presoja ali posega, oziroma varovanja javne koristi ne bi mogli doseči na kakšen drug način. Šele potem, če ga ne moramo doseči na drug način, potem dovoli poseg v svobodno podjetniško pobudo. Seveda za slovensko državo, kaj to pomeni za naše okolje, pa tudi mogoče širše, je jasno, tako je Gorazd že povedal, da slovenska država zagotovo mora najprej poskrbeti, da bo ta javna korist zavarovana
pri poslovanju podjetij za kapitalsko naložbo slovenske države. Tukaj ni dvoma, da je ta obveznost širša, pa mogoče bi celo trdil, da je svobodna podjetniška pobuda teh podjetij, ki imajo kapitalsko naložbo slovenske države, oziroma tam, kjer je ta naložba večinska, da je tam njihova svobodna podjetniška pobuda morda ožja kot pri podjetjih v zasebni lasti. Seveda, za slovenske podjetje pa ta javna korist predstavlja vrsto izzivov, predvsem pri poslovanju na tujih trgih. Večina slovenskih največjih podjetij predvsem posluje na trgih zahodne pa tudi vzhodne Evrope. To vprašanje, ki se ga tudi postavljamo v okviru podjetja, ali slovenski standardi varovanja javne koristi veljajo tudi pri poslovanju slovenskega podjetja na Kitajskem ali pa v Rusiji, v Belorusiji, ali mora slovensko podjetje zagotoviti, da dobi posel brez kakšnih sumljivih praks. Tako da tukaj je, vsaj po mojem mnenju, tisto glavno vprašanje, kako določimo to pravo mero med svobodno podjetniško pobudo in javno koristjo, brez, da bi dajali neko čezmerno breme za podjetja. V Evropski uniji, kolegi, kolegice, veste, da je zdaj izjemno so deljena mnenja v tem predlogu Evropske komisije za uredbi za tako imenovani obvezni skrbni pregled dobavnih verig glede človekovih pravic, varstva okolja in proti korupciji v podjetjih, ki imajo več kot 500 zaposlenih. Gospodarski sektor je izjemno nenaklonjen te dodatni regulaciji, medtem ko nekatere države in civilna družba se zelo zagovarjajo to dodatno regulacijo in skrb za to javno korist v dobavnih verigah. Kako naj to pravo mero, da ne bomo podjetnikom nalagali dodatne stroške in nalagali dodatnega napora ob vseh obveznostih, vseh izzivih, ki jih imajo podjetniki vsak dan. Po drugi strani pa seveda moramo zavarovati neke naše vrednote, ki veljajo v naših družbah, seveda v okviru slovenske države, v okviru držav članice Evropske unije, pa seveda tudi, ko naša podjetja poslujejo na trgih izven slovenske države, izven Evropske unije. Dilema, kot jo vidim, je, kako to precizirati. Kaj je tista prava mera v praksi? Ali je prava mera obvezni skrbni pregled v dobavnih verigah? Ali je prava mera obvezno nefinančno poročanje, kar je zdaj obvezno že nekaj časa v Evropski uniji? Ali je prava mera prepustiti podjetjem, da prostovoljno oblikujejo politike glede varstva okolja, človekovih pravic, proti korupciji? Toliko za zdaj. Hvala. Hvala lepa, Jernej, za tale. Saj mora biti, zdaj bi rekel, mi smo v tem prvem krogu ogromno enih stvari odprli. Tudi sama ta razprava je nekako tako zamišljena bila. Torej, nekako pripeljemo, če želite, od neke ustavno varovane pravice do čisto, bi rekel, down to earth, neke razprave, zato tudi so med nami predstavniki podjetij. Da nekako vidimo, kako to v živo in v praksi potem se reflektira tudi v življenju samih podjetij. In zdaj nekako, če prav razumem ta prvi krog, preden štartamo drugi krog razprave, nekako iščemo ta nek balansa, torej med eno in drugo zadevo. Zdaj mora biti, jaz bi tukaj samo opozoril na vprašanje, ki je prišlo strani publike, in sicer tudi na, kar zadeva kolega Zalaznik piše, svobodna gospodarska pobuda odvisna tudi od odnosa do nje. Če povzamem, premalo se govori posameznikov, ki na svoja pleča prevzame odgovornost za tveganje, za uspeh, za neuspeh in tako dalje. Tako da bi prosil, da morebiti se tudi v vašem krogu moče probate na tole reflektirati. Želi sedaj kdo prvi prevzeti besedo, sicer lahko po vrstnem redu, tako kot smo že štartali, zavrtimo en krog še in potem je Petra, gospa kolegica Petra Wenger prva pri besedi. Izvoli.
Mikrofon. Samo da do konca preberem, jaz sem bolj vizualni tip. Prav. Ja, gotovo, ne, pač tu, ko govorimo o človekovih pravicah, govorimo o nekih individualnih pravicah, ne, torej pravicah posameznika, ne. Medtem ko na drugi strani pač podjetje, pač gotovo je potrebno tudi pri podjetju potem pogledati neko individualizirano plat, ne, recimo, kot pravi tudi kolegica Polona, ne, torej posameznik sam svoje sfere oziroma ja, iz svojega stališča pač presoja ta tveganja. Tu bi predvsem opozorila recimo na to, in da se navežem tudi na to, kar je povedal Jernej, ne, recimo glede tega tehtanja, ne, pač tudi sodišče EU to seveda priznava, ne, torej tehtanje svobodne podjetniške pobude napram tudi recimo pravic delavcev, ne, kot je recimo gospod Matej prej omenil, pač kako so pravice delavcev pač v Sloveniji pa na ravni EU tudi zaščitene, ampak niso absolutno zaščitene, ne. In to je ena recimo osovražena zadeva Lemo Heron, ne, osovražena med akademiki, ne, v EU, kjer je pač dalo v bistvu sodišče EU prednost prav podjetju proti pravicam delavca recimo, ne. Tako da ja, ampak na generalni ravni pa mislim, to je bolj tako na generalni ravni, mislim, da pa bolj konkretno lahko na to vprašanje odgovorijo oziroma ga naslovijo pač kolegi iz prakse, no, se mi zdi, da so bolj kompetentni za to. Okay. Dobro, lepo hvala. Mark, izvoli, ne, veliko je bilo, mislim, da tudi povedanega. Mislim, meni je nekako uspelo iz te razprave razbrati, da se kar nekako vsi strinjamo s tisto tvojo tezo, ne, da ni nujno, ne, da je to, kot je pogosto, bi jaz rekel, sploh v Sloveniji to predstavljeno, ne, češ bomo omogočili podjetjem lažje življenje, ali pa lažje poslovanje z nekimi, predvsem nekih včasih postopki in tako dalje, pa bomo to na račun nekih pravic, ne. Da je to pogosto zmotno, no, ampak izvoli, tvoj komentar. Se strinjam, ne, in tu, če pogledamo recimo 30 najkonkurenčnejših držav na svetu, po merilih Svetovnega gospodarskega foruma, najdemo na tej lestvici 27 bogatih, demokratičnih zahodnih držav, ki prisegajo na človekove pravice in samo 3 države, ki niso takšne, se pravi, ki so nedemokratične, ki ne dosegajo takšnega varstva človekovih pravic kot naše države in tako naprej. Skratka, to je še en dokaz, da gre vse skupaj z roko v roki in se strinjam s tem, kar je bilo rečeno prej, da je ob tem koncu, oziroma zelo glasnem koncu zgodovine, ki se ga je razglašalo v 90-ih, pravi zmagovalec zgodovine ne toliko demokracija kot tržni kapitalizem oziroma tržno gospodarstvo, ker kot smo prej povedali, demokracija brez tržnega gospodarstva ne more obstajati, tržno gospodarstvo brez demokracije pa lahko. In tisti 3 primeri znotraj 30-ih, to so Kitajska, Singapur in Združeni arabski emirati, to recimo lepo ponazarjajo. Naslednja točka, kar se tiče Slovenije in naše majhnosti. Kot rečeno, prihajam iz podjetja, ki je relativno veliko. Danes smo prisotni v več kot 10.000 mestih po celem svetu, praktično po vseh evropskih državah, razen Slovenije in Madžarske. Na naši platformi deluje več kot 3 milijone voznikov po celem svetu in pa čez 100 milijonov rednih uporabnikov. Tako da imam eno širšo korporativno perspektivo in vam lahko iz te naše korporativne izkušnje povem, da se v majhne države vlaga izključno in samo, če imajo za ponuditi nekaj več in bolje kot velike države. Zakaj? Velike države imajo velika tržišča. Pred milijardno Kitajsko, pred 80 milijonsko Nemčijo, pred 40 milijonsko Poljsko bo vedno vrsta investitorjev. Zato, ker ponujajo ogromno domače povpraševanje. Slovenija s svojima 2 milijonoma kaj dosti v smislu trga ne mora ponuditi. Kar pomeni, da mora biti boljša od drugih, boljša od velikih, bolj odprta, bolj, bom rekel, napredna, kar se tiče davkov in ostalih stvari. Če pa gremo pogledati podrobnosti, lahko ugotovimo, da Slovenija ne sodi med najbolj konkurenčne države, da so bolj konkurenčne od nas v Evropi praktično vsi, vključno z največjimi. Zdaj pa predstavljajte si eno veliko podjetje, zakaj bi vlagalo k nam, ne pa v Nemčijo, če
je davčno okolje v Nemčiji bolj stimulativno, če je talentov v Nemčiji več, kot jih je v Sloveniji, če je spoštovanje človekovih pravic na višji ravni, kot je v Sloveniji, če je infrastruktura recimo boljša kot v Sloveniji. In zato sem prav dal primer Estonije, ker je nam podobna, ker izhaja iz podobnih zgodovinskih izhodišč, ker je podobno velika kot mi, ampak je z razliko od Slovenije razumela, da mora imeti, če želi biti atraktivna v evropskem in globalnem merilu, boljša in bolj napredna od drugih. In mogoče še zadnji poudarek, Slovenija seveda je krasna dežela, imamo neverjetno podjetne, talentirane ljudi, naravo, ki je fantastična, ampak moramo se zavedati, da so lepe in fantastične tudi druge države. In da je dober pokazatelj tega, kako konkurenčni in uspešni smo, kam odhajajo mladi. In tukaj vidimo, da ogromno izobraženih, uspešnih mladih Slovenijo zapušča, ker glasujejo s svojimi stopali, they vote with their feet. Ne? Po anketi vtisa v tujini izobraženih Slovencev lahko vidimo, da se večina teh mladih, ki nas je v tujini že na 10 000, želi vrniti v državo in našteva prav tista področja, ki sem jih prej omenjal, kot glavne bariere za to, da bi se vrnili v Slovenijo in tukaj ostalili. Rad bi dodal še to, ne mora biti naš cilj samo to, da uspemo pritegniti lastne mlade. Naš cilj bi mogel biti veliko večja ambicija. Mi želimo biti center za top talente v Evropi. Ne? In ta, bom rekel, big thinking je tisto, kar Sloveniji ponavadi zmanjka. Radi bi bili povprečni, dajmo biti majhna Nemčija. Ne moramo biti majhna Nemčija z 2 milijonoma ljudi. Z neko večjo vizijo pa lahko postanemo majčkeno večja, ampak globalno uspešna Estonija. Ja, hvala lepa tudi za tale, bi rekel, pogled. Se praktično z skoraj vsem navedenim strinjam. Tudi to je nekako bilo moje izhodišče, sem hotel naprej reči, da dejansko, če pogledamo to, kar si pravzaprav že ti izpostavil, med večino ali pravzaprav skoraj vsemi državami, ki so nekako najbolj konkurenčne in po teh kazalnikih tako ali drugače proti vrhu, so to uspešne, razvite in tako dalje države, vsaj v veliki večini. Tako da vsaj bi rekel, vse ti kazalci gotovo kažejo, da to gre nekako z roko v roki. Se pa strinjam tudi glede Slovenije, da gotovo to eno področje, ki terja veliko nekih stvari. In Slovenija je pravzaprav, lahko dejstveno to rečemo, mislim, da agencija Spirit še vedno, ko predstavlja Slovenijo naokrog, predstavlja, da ima Slovenija 4 kvalitete in mislim, da 4. kvaliteta je quality of life. Tako da mislim, da to dejansko še vedno nekako se to promovira in gotovo je tu veliko priložnosti, samo treba je to resno zagrabiti in se s tem ukvarjati. Ampak dobro, Polona, prosim, izvoli še za tvoj odziv. Mogoče še povsem čist individualni pogled, ker Tomaž je napisal, premalo se govori o posamezniku, ki na svoja pleča prevzame odgovornost za tveganje za uspeh ali neuspeh. Jaz verjamem, da vsak podjetnik, kadarkoli se odloči za samostojno podjetniško pot, ta tveganja enostavno tehta zelo z vidika svojega individualnega zadovoljevanja potreb. In to je predvsem njegova osebna svoboda, finančna svoboda, neodvisnost od sistema, povezana je z lastnino pa z lastnim življenjskim slogom. S tem se jaz lahko strinjam oziroma podprem, zato ker sem delala v državni upravi, kjer veš, da imaš plafon, se pravi, da tvoja finančna svoboda se omeji v nekem trenutku. Delala sem za eno od večjih korporacij 5 let, kjer je finančno veselje sicer veliko, je pa osebna svoboda in vrednote, kot se temu reče, korporativne vrednote te včasih strčijo ob tvoje osebne vrednote, kar pomeni, da je samostojna podjetniška pot potem, ko lahko res izbiraš lastni življenjski slog in lastno življenjsko osebno svobodo. In ja, te tveganja so. In zdaj se vsak posameznik odloči, koliko je pripravljen in kako bo ta tveganja mitigiral oziroma kako bo s temi tveganji upravljal. Se mi zdi pa, da je samostojna podjetniška pot veliko ima večje, kako bi rekla, rewards, nagrade, kakor jih ima pa lahko drug način sodelovanja ali pa podjetniškega ali pa gospodarskega udejstvovanja.
Okay, hvala lepa za ta odziv. Kolega Smrekar, kaj bi še vi morebiti dodali po vseh teh zdaj intervencijah, ki smo jih slišali? Ja, jaz mislim, da sem tu pri tem vprašanju bi se v bistvu v celoti strinjal z Markom. No. Kar se na splošno tiče, jaz mislim, da svoboščine oziroma posameznik je del celote. Ne. To je isto kot v bilo kateri ekipi. Zdaj, če gledamo večje strukture, to pomeni, vsi dihajo isto, vsi imajo isto vizijo, cilje, absolutno, zato pač z ene strani se moraš najti tudi svoboščine, oziroma bonitete, ki ti jih podjetje, struktura ponuja, so določene že vnaprej. Če se tukaj vidiš, se vidiš, če ne, ne. Kar se pa na splošno tiče, ne, pa jaz mislim, da mi smo, tako kot je Marko omenil, jaz mislim, da je treba malo širše gledati. Ne. Mi imamo tukaj z ene strani, ja, svoboščina, pravice, super, vse lepo in prav, napredna družba, hočemo biti še naprednejša, še boljša, čeprav smo zelo mali. Vsaka družba, oziroma kako pritegniti tuje investicije, kako pritegniti nov kapital, ki je zelo potreben za nek preboj v svetu, je to, da vsaka država ima neko svoj value. Ne? To pomeni, ne vem, tako kot je Madžarska rekla, ok, sprejemam vse Kitajce, vsem bomo naredili državljanstvo za 200.000 evrov investicijo. Mislim, gremo, akcija, to pomeni, nekaj se mora dogajati. Mi pa smo, vsaka stvar prvo se počasi odvija, ideje so mogoče ta prave, čisto tako kot, ne vem, letališče v Mariboru. Ne. Ideja super, v redu, pogovarjali smo se o logističnem centru pred 20 leti. Mislim, jaz sem star 36. To pomeni, ko sem bil 16 let star, se je začelo pogovarjati o logističnem centru v Mariboru. Fenomenalna ideja, super, odlična. Medtem sta ga že Graz pa Zagreb zgradila zdavnaj. Mislim, veste, kaj hočem povedati. To so stvari, ki se treba jih zaznati, spremljati, go for it. Nič čakati. To je, in tukaj mislim, da eno idejo dobiti, s čem pritegniti mlade, s čem pritegniti ljudi, da bi se naseljevali, ja, super lepa. Lahko, verjetno, nimam prijatelja z druge države, ki bi rekel, da Sloveniji ni fajn živeti, super. Vsi se strinjajo s tem. Kako delovati kot pa podjetnik, pa vam povem, da pa bi se malo kdo odločil, da bi prišel v Slovenijo, ker so druge države dosti boljše, ne vem, Slovaška, v bistvu še Hrvaška, tale Međimurje, ki ponuja dosti več bonitet, ki jih Slovenija. Mislim, ogromno je drugih lokacij, držav, ki ponujajo več kot mi, čeprav smo verjetno glede na lifestyle, pa glede na svoboščine, človekove svoboščine, verjetno ena izmed najboljših lokacij, bom rekel. Ja, super. Hvala lepa tudi za ta vidik. Torej, nekako smo prišli do tega, če smem malo napeljati naprej, kar tudi ti, mislim, da Jernej velikokrat v svojih komentarjih ugotavljaš. Ne? Na normativni ravni je načeloma marsikaj zelo dobro pripravljeno in urejeno, potem pa malo v implementaciji pa malo zmanjka, oziroma izvoli. Ja, ključno je, ne, kako in če lahko v slovenski državi pa družbi dosežemo ta preboj, ki sta ga omenila Matej in Mark. Ne vem, če se to spomni, kakšen mesec nazaj je ena izmed političark omenila, da je njen cilj, ne, če bo ona predsednica vlade, da Slovenijo uvrsti med 10 najbolj razvitih držav tega sveta po različnih kazalnikih nekakovosti življenja. Seveda, ne vem, če bi se kdo ne strinjal z njo. Mislim, da tukaj bi se vsi tega želeli, vendar realnost je malce različna. Če pogledamo v tale indeks človekovega razvoja Združenih narodov, ki je zelo kompletna lestvica kazalnikov, kakovosti življenja, tako glede socialnih pravic, kot tudi glede gospodarskih kazalnikov, je Slovenija tam nekje na 24. mestu na tem svetu, nekje med Korejo in pred Španijo, Italijo, Portugalsko, Češko republiko. Med prvimi 10 državami so države, ki jih je Mark prej omenjal, najbolj razvite ustavne demokracije, najbolj liberalna gospodarstva na
svetu, od Nove Zelandije do Norveške, Singapurja. Seveda, vsi bi si želeli priti med prvih 10, sam vidim, ta cilj bolj utopičen kot ne. Predvsem zato, ne zaradi pomanjkljivega varstva svoboščin in te javne koristi, temveč predvsem zaradi pomanjkljivega varstva svobodne podjetniške pobude, pa predvsem spodbujanja tega podjetništva in samostojne poti. Mislim, da je tega v Sloveniji veliko premalo. Strinjam se z Markom, da bi bilo odlično, da bi se mladi ali pa srednja generacija vrnili v Slovenijo, vendar ne verjamem, Mark, da se bo to zgodilo, še posebej, če pogledamo na njihova pričakovanja glede osebnih dohodkov, to, kar je objavil tednik Finance, glede raziskave vtisa. Mislim, da so razkoraki preveliki med temi utopičnimi cilji in slovensko realnostjo. Mislim, da je prava mera, oziroma pravi cilj naše države, da nekako poskušamo zavarovati to raven civilizacijskih vrednot in svoboščin, ki smo jih dosegli do tega trenutka, in morda v širši in boljši meri tudi spodbujati podjetniško pobudo, tako s pomočjo države, kot tudi s pomočjo morda ugodnejše davčne politike, ki bo morda potem v dolgoročni fazi privabila več Slovencev nazaj v Slovenijo, pa morda tudi koga drugega. Hvala. Prav, hvala lepa, Jernej. Zdaj ravno med tvojim izvajanjem je prišlo eno vprašanje, in sicer se nanaša na prodajo naših uspešnih podjetij, naravnih virov, kako bi našli neko ravnovesje, da ne bi prišlo do izkoriščanja, skratka, čeprav razumem, glede podjetij, ki so se prodala, predvidevam, da tukaj so mišljeni predvsem tujim investitorjem. Želi kdo na to odgovoriti? No, jaz bi mogoče eno stvar dodal. Povsem se strinjam z Jernejem. Meni je v bistvu všeč, da slovenski politiki postavljajo ambiciozne cilje, v tem smislu bodimo med 10 najboljšimi. To se mi zdi v bistvu super. Kar se mi ne zdi super, je pa to, da ti politiki velikokrat ne razumejo, da človekovo dostojanstvo ni poceni. Da imaš delujoč zdravstveni, socialni, pokojninski sistem, rabiš denar. Denar dobiš pa izključno iz gospodarstva. Nihče drug ne ustvarja, bom rekel, realne dodane vrednosti kot gospodarstvo, ki ga v 70% tvorijo mala in srednje velika podjetja. Kar pomeni, da ti ne moraš hkrati prisegati na visoko leteče cilje, obenem pa bojevati vojno prav proti malim in srednje velikim podjetnikom, ki ustvarjajo, bom rekel, ta presežek, ki se lahko potem razdeli naprej med ljudi in polni vse blagajne, ki sem jih prej našteval. Tako da, kaj je odlika tistih 27 top držav, o katerih sem prej govoril? To, da vlada nek medgeneracijski in tudi bipartisan konsenz o tem, da ja, potrebujemo varstvo človekovih pravic, ampak hkrati tudi razumemo, da gospodarstvo ustvarja tisto dodano vrednost, ki se potem deli in na ta način vsi prosperiramo. Tako da to drugo zavedanje se mi zdi, da v Sloveniji majčkeno manjka. Kar se pa privatizacije tiče, če je kakšen narod v Evropi dokazal, da ne znamo upravljati lastnih podjetij, oziroma državnih podjetij, je to Slovenija. In ne spomnim se enega uspešnega podjetja, ki bi ga prodali tujcem. Prodajali smo večinoma zgubarska podjetja, oziroma podjetja, ki smo jih davkoplačevalci v primeru slovenskih državnih bank z milijardami lastnih sredstev reševali po krizi. Tako da bojim se, da raven korporativnega upravljanja v Sloveniji, vsaj v državnih firmah, ne dosega niti povprečja, kaj šele odličnosti, in da privatizacija ni noben bav, temveč za ta podjetja enostavno rešitev.
Okay, hvala lepa za tale tudi, bi rekel, odziv in pa seveda tudi komentar na tole vprašanje. Zdaj o privatizaciji smo tudi, mislim, da že na enem izmed predprejšnjih forumov govorili, tako da mora biti, ne vem, zdaj še posebej, ampak mislim, da je bilo tu marsikaj odprtega. Se pa absolutno strinjam tudi s tem, kar je bilo povedano. Želi morebiti še kdo, načeloma smo zdaj pripeljali zadevo točno 1 ura, kolikor običajno ti naši forumi trajajo, tako da vkolikor želi mogoče kdo sklepni stavek, sklepno besedo, mu je z veseljem izročim oziroma prepustim mikrofon, tako da če kdo želi, izvolite, če želi kdo od govorcev. Jaz bi mogoče sam še podal glede tega zadnjega vprašanja oziroma pa nastopa Marka. Popolnoma se strinjam s tem, ne. Zdaj, mi imamo toliko slovenskih dobrih podjetij, ki so bila v zgodovini velika, močna, prenašala so breme celotne regije, če ne države. In tukaj smo, ne znamo mi upravljati, ne. Se to je ta način, ne vem, pride tuj lastnik, kup za malo denarja, pa naslednji, sam se tu ukvarjam s prestrukturiranjem, naslednji dan je podjetje pozitivno, sam z notranjimi optimizacijami, da se zavemo, o čem govorimo. To je, mislim, to je absurd. Tega, ne vem, to bi res bilo težko narediti toliko minus, ki so ga prej tukli, ki ga lahko z notranjimi rezervami pokriješ, ne. To je absurd, ki se dogaja, oziroma jaz pozdravljam nove lastnike, svež kapital, absolutno pa, kar je tudi tale gospod napisal v komentaru, da kar se tiče naravnih virov, tukaj so regulative, ki to regulirajo. Po drugi strani pa vseeno mislim, da bi bilo treba več poudarka se posvetiti z državnega vidika na ta podjetja, ki so v slabem stanju, jih na nek način pomagati njim na državni ravni. Jaz tukaj zelo spoštujem Slabo banko, imamo dobre odnose. Kar se tiče tega, je pa v bistvu ena stvar, ki pa me zelo moti, ne. Vi morate vedeti, recimo Nemčija. Nemčija je to slabo banko, način slabe banke uvedla. In tukaj je eno zelo dobro stvar naredila. Nemčija vedno vstopi z svežim kapitalom kot država noter. Državi 10, 20, 100 milijonov ni denar. In s tem, da reši podjetje, stopi kot lastnik, to pomeni, kot participira kot lastnik v podjetju. In potem ima lastniki, to pomeni ti, ki so zavozili, recimo, ali pa so bili v takšni kondiciji, da je podjetje tam, kjer je, imajo potem prednostno pravico to podjetje tudi odkupiti. To se je zgodilo večina podjetij. To pomeni, vsako podjetje slej pride v njih, v tale nihaj noter, ne. Tako kot kriza nastopi, tako kot Nemci pravijo, da prestrukturirajo se podjetja, ki so v rasti, tako tudi tukaj pride nihaj in je podjetje v bistvu oškrnjeno, vsaj za nek določen čas. Tako je, ne vem, bilo podjetje Kres v Nemčiji in ga je, tako zdaj Lufthansa, ne. Lufthansa zdaj je dobila svež kapital se strani države, ga še potrebuje, jasno, veliko podjetje, ampak to pomeni proti nekemu lastništvu v podjetju in s tem se pomaga. Ne pa v Sloveniji imamo pa to malo drugače, ne. Slovenija bi pa vse, jaz sem prej tudi v MLM-ju deležen, ne. To pomeni, Slovenija bi pa dala denar, ja, super, potem se pa dajmo pogajati. Zdaj, vi rabite, ne vem, 2 milijona, pol na koncu pa čez pol leta priješ, ja, zdaj vam pa damo 2 milijona, samo čez pol leta več ni 2, ampak je 2,5. Prav, hvala lepa, nekako moramo zadevo pripeljati do konca. Mislim, da je Polona si dvignila roko, želiš še ti komentar, oziroma sem videl prej vključen mikrofon. Ne, mora biti še kdo od panelistov. Mogoče sekunda samo, če lahko vse. Prosim. Ker se glih pogovarjamo o privatizaciji na sistemskem načinu, treba se zavedati, da v Sloveniji je upravljanje državnega premoženja, ne glede na to, da je na papirju centralizirano urejeno, dejansko v praksi je decentralizirano. Nekaj podjetij pod SDH-jem, nekaj podjetij direkt pod ministrstvom upravljanja, odvisno od resorja.
ustvarja se demografski sklad, bomo videli, kaj bo, in v bistvu vsakršna decentralizacija in neprofesionalno korporativno upravljanje pripelje v bistvu do neučinkovitosti. Okay. Dobro, hvala lepa. Zdaj, kot rečeno, zdaj mogoče biti o sami privatizaciji, ni bil namen, da tukaj nekako smo že, mislim, da takrat enkrat zaključili, da nekako so dobri pa slabi lastniki, ne pa tuji domači in tako dalje. Tako da mora biti edini potrebe. Je pa to, kar je nazadnji smisel te razprave in te raziskave, seveda tudi tista podjetja, sploh, ki so v državni lasti, imajo tu neko flagship, da kot je Jernej že omenil, skoraj da zahtevo, da so neki trendseteri in postavljajo neke pravila in tako dalje. Zdaj v Sloveniji se marsikaj tukaj na novo postavlja, kot je bilo omenjeno, od demografskega sklada in tako naprej. Tako da zagotovo tu neke take ugotovitve, ki upamo bodo tudi plod ali pa rezultat tega Jernejevega projekta, da bodo morebiti potem tudi v nekako komponirane in pa vključene morebiti v neke čisto konkretne javne politike v Sloveniji. Zdaj, kar zadeva današnjega srečanja, smo ravno, bi rekel, na tisti točki, kjer smo nekako predvideli, da se tudi zaključi. Jaz bi potem zadevo sklenil, pripeljal do konca, če se vsi strinjate. Mislim, da je lahko neka zaključna skupna misel, ki je nekako bila danes, mislim, da strani vseh nas potrjena, izpostavljena, da torej vse te pravice, ki smo jih nekako danes, o katerih smo se pogovarjali, gredo lahko, ali pa da tako celo rečemo, zelo lepo lahko gredo z roko v roki za svobodno podjetniško pobudo in da je to pravzaprav skoraj da nekako nujen predpogoj, ampak to, kar je mogoče dostikrat mišljeno, da je to samo v gospodarskem podjetniškem svetu, svobodna gospodarska podjetniška pobuda velja tudi na drugih področjih, kar v Sloveniji je pa včasih zelo zanimiva tema, tako od izobraževanja do nekih drugih storitev in tako dalje. Ampak morebiti naj bo toliko za danes dovolj in to je pravzaprav tudi lahko že uvod v neko naslednjo razpravo, ki mislim, da bo prihodnji teden na Akademskem forumu, pa zato vsi skupaj vljudno vabljeni, morebiti tudi naslednji teden na Akademski forum, ki bo, mislim, da na te teme. Jaz bi se na tej točki resnično vsem panelistkam, obema panelistkama, vsem trem panelistom vljudno in res lepo zahvalil, da ste se danes vzeli čas in bili danes tukaj naši gosti in se z mano pogovarjali o tej, mislim, da zelo pomembni temi in upajmo, kot rečeno, da na koncu bo tudi morebiti ta razprava pripomogla k kakšnim boljšim javnim politikam tudi pri nas v Sloveniji. Toliko za zdaj, ostanite zdravi, še enkrat vse dobro in lep pozdrav vsem skupaj. Najlepša hvala, nasvidenje. Lep pozdrav, ja. Nasvidenje, hvala. Nasvidenje.